Karate ali pot prazne roke je tradicionalna samoobrambna borilna veščina iz Daljnega vzhoda. A poznanje že dolgo ni potrebno več daleč na vzhod. Njegov duh je v Slovenijo prinesel sensei Takashi Tokuhiša. Lej to, kva so to cari, lej, kva to delajo. Pa čak, dej malenkost, jaz znam tudi to, no. Kako znaš ti to? Pa jaz znam. Kako? Opet grejo telovadnico, pa ti jim pokazal. Ajde, da vidim, če tako. Grejo. Kaj je narobe? Ja, ne sme tako tepst, ne, človek. A sem ti jaz rekel, ti smo mene hotel udariti takole po kmečko. Prijatelj pa tak. Ja, čak, jaz sem mislil, da to sem narobe naredil. Ja, to ne gre tako. Dajte mu povedati, prej sem je hvalil, da zna. Karate ni samo tepst takole, ne. To je vse pravilno trening in način gibanja, to je zelo važno, ne. Ne samo nekaj mahast takole. Ja, to ne sme. Iz kje pa sploh izhaja karate? Izhaja, to je zelo že dolgo zgodba, ne. Leta okoli 520 leta prišel en menih iz Indije v Kitajsko, Shaolin Temple. In tam so menih trenirali meditacijo, zen budizem, ne. In oni so samo sedeli in niso nič gibali. In on je rekel, da to ni dobro, pa so začeli gibati. Nekaj začelo, to je bilo začetek karate, ne. Obstajata dve glavni zvrsti karateja. Prvotni oziroma tradicionalni, katerega oče je Funako Sigichi, ter ljudem bolj poznani športni karate. In v čem je razlika? Športno karate je samo, kdo je boljše, kdo je slabše, to gleda, ne. In on pa ni takrat videl te perspektive za športni karate in on prepovedal takrat. Samo potem on je umrl, potem začelo zaradi popularizacije športni karate, ne. To je razlika. Pa glede na to, da ste rekli, da je to tradicionalni karate, imate sploh kakšne tekmovanja? Ne, mi sploh ne tekmujemo. Samo držimo ta tradicionalni način trening, to je razlika, ne tekmujemo. Kot sem rekel, ne tekmujemo za to, kdo je boljši, kdo je slabši. Tukaj jaz sem videl že veliko izkušnje. Prej sem treniral tudi športno, ne. In tukaj sem videl samo negativnost. In zdaj pa nič ne pravim. Moram jeti, ker že so tu prišli. V redu, bomo pustili učencem. Hvala. Kot pri vsakem športu se je tudi pri karateju najprej treba ogreti. Ko je telo pripravljeno, se lahko začne borba. Vidi, da ga je vprašnike zadela. Kam? Vprašnik? Ti misliš to, da ima črn pas to pomembniki, ne? Ja, po mojem. Jaz mislim, da bi jo boš bilo vprašati. Ja, boljše. Ne si nekaj sanja, ampak ne bo trdi. Gre vprašati. Samo večkaj. Prele, so pa vaju gledala? Ja. Pa tele črni pasovi. Ne, čakaj. Ja, ti sploh si je bilo. Ampak tele črni pasovi. Tu obstaja ena hierarhija glede tega. Vsekakor. Vsi začetniki nosijo bel pas, ne, tukaj imate vidva. Če ste zelo pridna, po pol leta se to nadaljuje, se polaga najprej rumeni pas, potem oranžen, potem zelen, moder, rjav in na koncu črn, ne. Slišala, da ste baje najstarejši tukaj, le? Seveda, delaš najstarejši. Koliko ste pa stari sploh? 64. 64 let? Ja. Koliko časa se pa potem že ukvarjate? 28 let. 28. In kaj je tako bilo romantičnega, oziroma kaj vas je sploh navdušilo na tem športu? Ta stremljenje, harmonijo med telesom in duhom, med telesnimi sposobnostmi in duševnimi sposobnostmi. Erik, prosim za tistem začetku, nisem te mislil udariti, no, sorry, no, res. Ja, v redu, okej, ti je oproščeno, no. Ampak jaz sem že takoj vedel tamle, da nimaš pojma. No, jaz sem se samo malo hecal, no, ampak brez zamere. V redu, ne ti bo, ostajaš moj prijatelj, tokrat ti je oproščeno. Okej, hvala.